Ja, saj veste, kako so v teh uradih ljudje zbrani, vse je nekako naprej pripravljeno, matrica, utečeno, vse stabilno, čvrsto, normalno, pravilno, profesionalno. Ampak to vse so igre, seveda. In ko sem prišel notri tako samozavestno, sem rekel, ja, kar ta je prišel noter, ne. Mislim, tako sem občutil v srcu, ne. In sem se usedel lepo, spodobno tam, brez pričakovanj, v blagoslovu, nasmejan, in tam s komisije eden me je gledal, torej, kako sem oblečen. Ja, res nisem se pripravil malo bolj uradno oblekel v neke mislim, bil sem oblečen v teh hlačah, novodobne, širokih hlačah, aladinkah. Bil sem v vojaški srajci od svojega očeta, ne nič namerno, kaj pač kvalitetna roba, ne, vojaška, ne. In me je gledal in jaz sem ga lepo pogledal nazaj. Ja, bil pa je član komisije, ja. Potem mene so dali za zadnjo točko, vse je potekalo dokaj hitro, brez nekih komentarjev, brez nekega debat, samo da so to čim prej se spravilo skozi. In potem, ko sem prišel jaz na vrsto, kdo se torej ne strinja z sprejemom moje kandidature, smo s predsednico videla 3, ki so tako dvignili roke. In potem smo rekli, koliko je tukaj rok za in koliko proti. Mi da smo videla samo 3, ne, kar je bila manjšina. Jaz bi samo toliko pripomnil, da si bil 2-krat tam. Ti govoriš zdaj o naslednjem dnevu, ko je bilo odločitev komisije. Jaz sem pa mislil, če bi povedal, kako je bilo en dan pred tem, ko ste vložili, kako je bilo. Tako da mogoče, če bi najprej prvi dan povedal, pa potem za razliko, zato da bodo razumeli, za kaj gre, ne. 28. septembra smo prišli z kamero in smo napovedali, da bomo imeli kamero. In potem so bili tam presenečeni in so rekli, da smo jih čisto presenetili, seveda, ker je nekaj bilo izven matrice in so bili, moglo se vse na novo postavljati, režija, seveda, scenografija te igre. In smo ji rekli, 5 minut vas počakamo, da se pripravite, ne, potem bomo mi kamero vžgali, so dovolili. In je bilo vse zelo pozitivno, ker torej smo se srečevali z nečem novim, z nečem višjim, z novo energijo, ali drznostjo, ali naivnostjo, to je potem bilo preloženo torej za na kasneje. Te odločitve in razsodbe. Bil sem večinoma tiho, brez da bi se nekaj metal ven, da bi probal izstopati in narediti vtis na ljudi. Ivljana je, sicer predsednica, je pač govorila, pa povedala, kako pa kaj smo mi to, kako smo to prišli do tega. In tako da Vučko je bil že v štartu rekel, vi ste tukaj kot stranka ali kot društvo. Torej, vedo za to opcijo, ampak upajo, da da jo ne razkrijejo društva, torej ljudstvo. In tako da potem sem vendarle tudi jaz nekaj rekel, smo rekel srečanje, da sreča, ko smo komentirali o srečno življenje, da sreča ni posledica dogodkov, ampak so dogodki posledica sreče, da sreča je torej izbira. In tako da smo se fotografirali in smo podali vse te potrebne stvari, dobili potrdilo in tukaj je, evo ga.
Tako, torej drugi dan pa, torej ko sem bil v debati, torej, a bom sprejet ali ne, smo rekli, torej, da vidimo samo 3 roke, ne, in torej smo potem rekli, da se še enkrat dviga roka, da jih preštejemo, koliko je za, koliko proti, oziroma zakaj se gre. In potem so se še nekateri drugi opogumili, tako da so še nekaj drugi dvigali roke, oziroma saj veste, kako je to, ne. Vprašanja službe, strahu in sankcije in tako naprej. Komisija, kdo je bila komisija, sploh se niso noben predstavil, tudi niso se zdeli nekam zelo profesionalni, no. Mislim, to je zdaj sodba, ampak vsi so imeli maske. Komisija tle preberi v sestavi. Tle piše, ampak to so bili v sestavi preberi, kdo so bili v komisiji, kar na glas imena. Niso, torej, niso debatirali o tej možnosti, ki smo jo podali, glede, nismo bili toliko naivni, tako mediji sicer prikazujejo zadevo, da smo bili mi tako, torej neumni ali naivni, da smo s 6 glasovi prišli. Nič nismo torej debatirali o tem fenomenu. Torej, Državna volilna komisija je sprejela to odločbo na podlagi 2. odstavka 17. člena ZVPR v povezavi z 59. členom ZVDZ ter 43. členom Poslovnika Državne volilne komisije, Uradni list Republike Slovenije, številka 10/20, v sestavi predsednik Peter Golob in člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc in Drago Zadrgal. Odločbo je sprejela soglasno, piše. Kar ni bilo res, ne. Bili so pritiski, seveda v strahu, da bi torej ratala kakšna razpoka v matrici, da ne bi steklo gladko vse, kar je že itak zrežirano. Jaz se nisem nekaj vmešaval preveč, ker v bistvu nimam niti ambicij takšnih. Jaz nisem oblasti željen. Ampak ti oblasti željneži so se včasih rekli, kdo je dal Jezusu oblast, ne? Ker oblast imamo, moč imamo, mi ne potrebujemo potrdila, posvetnega potrdila. Vemo, kaj delamo, vemo, kdo smo in kam gremo in v kakšnem procesu se nahajamo, kaj se dogaja. Torej, nimam programa, kot predsednik nimam programa, ker program spada, je namenjen za programiranje, za hipnozo, za materialne stvari. Tako da glavni programer je Lucifer, ne. Bog ima pa načrt, tako da glavni načrtovalec je Mihael. In jaz podajam načrt, ne podajam neke hipnoze, kakor to je mediji, ki imajo svoje programe in politiki, ki imajo svoje programe in tako naprej. Ampak to je vizijo načrta, opolnomočenja, kako smo torej vsi predsedniki, kako se vlada resnično in neodvisno od zunanjih igralcev.